V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Gospod z vami. In s tvojim duhom. Tako lepo pozdravljeni na to zelo spremenljivo soboto. Podobno se verjetno tudi v nas večkrat dogaja. Pride sonce, pride dež, pa zopet sonce, pa zopet dež. No, danes je god svetega Atanazija, škofa, cerkvenega učitelja. Živel je na prehodu iz 3. v 4. stoletje v Aleksandriji, v Egiptu. Veliko je pretrpel v obrambi do vire, zoper arijanske zmote, ki je takrat poskušala prodreti v krščanstvo in je bil večkrat preganjan. Umrl je leta 373, vstopni spev pa pravi: Gospod je vodil svetega Atanazija, modro in razumno je učil Božjo besedo, zato ga danes slavi vsa cerkev. Modro in razumno. Pa prosimo tudi mi, da bi imeli modrost, da bi imeli razum. Danes bomo molili za pokojne iz družin Verbič in Žabjek, kdo je daroval za uspešen zaključek študija, nekdo pa tudi po namenu. Najprej pa priznajmo in obžalujmo svoje grehe. Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in dejanju, mnogo dobrega opustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal. Zato prosim sveto devico Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas prosite zame, Boga nebeškega Očeta. Usmili se nas, vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje. Amen. Gospod, usmili se. Gospod, usmili se. Kristus, usmili se. Kristus, usmili se. Gospod, usmili se. Gospod, usmili se. Molimo. Vsemogočni Bog, škofa Atanazija si izbral, da je pogumno branil vero v Božjo naravo tvojega sina. Po njegovem nauku in varstvu naj te vedno bolj spoznavamo, da bomo vedno bolj ljubili. Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem sinu, ki s teboj v občestvu svetega duha živi in kraljuje vekomaj. Amen. Prisluhnimo Božji besedi. Berilo je iz pisma apostola Janeza. Preljubi vsakdo, ki veruje, da Jezus Kristus je rojen iz Boga. In vsakdo, ki ljubi roditelja, ljubi tudi tistega, ki je rojen iz njega. Iz tega spoznavamo, da ljubimo Božje otroke, če ljubimo Boga in izpolnjujemo njegove zapovedi. Kajti v tem je Božja ljubezen, da izpolnjujemo njegove zapovedi. In njegove zapovedi niso težke, kajti vse, kar je rojeno iz Boga, premaga svet. In to je zmaga, ki premaga svet, naša vera. Kdo pa premaga svet, če ne tisti, ki veruje, da je Jezus Božji sin? To je Božja beseda. Bogu hvala. Odpev usta pravičnega govorijo modro. Usta pravičnega govorijo modro. Upaj v Gospoda in delaj dobro, pa boš prebival v deželi in užival varnost. Imej veselje v Gospodu in dal ti bo, česar si želi tvoje srce. Usta pravičnega govorijo modro. Izroči svojo pot Gospodu, upaj vanj in on bo storil. Dal bo, da zasije kakor luč tvoja pravičnost in tvoja pravica kakor opoldanska jasnina. Usta pravičnega govorijo modro. Usta pravičnega govorijo modro in njegov jezik pove, kar je prav. Postava njegovega Boga je v njegovem srcu in njegovi koraki ne omahujejo. Usta pravičnega govorijo modro. Aleluja. Blagor tistim, ki so zaradi pravičnosti preganjani, kajti njihovo je nebeško kraljestvo. Aleluja. Gospod z vami. In s tvojim duhom. Iz svetega evangelija po Mateju. Slava tebi, Gospod. Tisti čas je rekel Jezus svojim učencem: Vsi vas bodo sovražili zaradi mojega imena. Kdor pa bo vztrajal do konca, ta bo zveličan. Kadar vas bodo preganjali v enem mestu, bežite v drugo. Kajti resnično povem vam, ne boste obhodili Izraelovih mest, preden pride sin človekov. Učenec ni nad učiteljem, tudi služabnik ne nad svojim gospodarjem.
Zadosti je za učenca, da postane kakor njegov učitelj in za služabnika kakor njegov gospodar. To je Kristusov evangelij. Hvala tebi, Kristus. Včeraj smo začeli šmarničnim branjem o začetkih naše Draveljske župnije, kako so se domačini spraševali, ali bo res župnija tukaj v Dravljah, ali ne bo župnije, kdo bo prvi župnik, ki bo prišel v Dravlje. Spomnimo se, da cerkev Svetega Roka je bila podružnična cerkev šentviške župnije. No in danes bomo brali šmarnice z naslovom Ne igrajte se z lučjo. Bomo videli, zakaj je takšen naslov. Kot sem že včeraj povedal, je šmarnice napisal pater Lojze Štrubelj, ki je bil tudi potem prvi župnik tukaj v Dravljah. Takole pravi današnje branje. Dne 30. junija leta 1961 ob 19. uri. Dan je bil določen za razglasitev nove župnije. Poleg Draveljske je bil določen tudi dan za razglasitev nove župnije Koseze. Vemo, to je naša sosednja župnija tukaj. Kaj vse se je godilo pred tem? V Dravlje sem prišel kmalu popoldne, tako pravi takrat prvi župnik. Do tedaj je moje bivanje bilo na Bogenšperku, nekdani in tudi sedani pravni posesti grofa Vindišgreca, ki je imel po Sloveniji še več gradov. Ker so jezuite iz Ljubljane pregnali z namenom, da jih zastrašijo, je tedanja udba sklenila, da jih namestijo na tem gradu. Pred vojno je bil grad v čudovitem kraju tudi lepo ohranjen. Imeli so ti grofje svojo elektriko, svoj vodovod. Kako so imeli velik smisel za lepoto kraja. Zato so ustvarili nov drevored, ki so ga ustvarjale lipe. Razgled je bil nekaj izjemnega. Z ene strani je bil grad popolnoma skrit, z druge pa se je od tam videlo daleč naokoli. Toda vojna je naredila svoje. Nemci ali bolje okupatorji so zavzeli grad, grofe pregnali in ker so se bali, da bi partizani mogli napasti grad, so morali ustvariti jasen pogled po vsej bližnji okolici. Zato so z vzhodne strani posekali vse gost ponosnih smrek, ves gost ponosnih smrek. Res so se tam ustvarili boljšo preglednost okolice, toda za ta posek so morali posekati in tako rekoč uničiti tisto, kar je bil čudovit okras gradu. Ko so se Italijani v septembru leta 1943 pretrgali zvezo z Nemci, so ta grad dobili v roke partizani. Kaj so iz gradu naredili, jasno priča stanje v letu 1949, ko so tja vrgli jezuite. Pretrgali so vodovodno napeljavo iz sosednjega hriba, kjer so grofi naredili zajetje. Pretrgali so vso napeljavo elektrike. Tedanja napeljava je bila zelo preprosta, vsa je bila zgrajena še po vrhu zidu. Ko so torej jezuiti prišli na grad Bogenšperk, ni bilo nobene kljuke na vratih ali oknih. Stekla so v glavnem bila razbita, tako da se jih je nekaj prehladilo v prvih nočeh. Spati so morali kar na tleh. Seboj so iz Ljubljane, z Rimskega 7, kjer so takrat stanovali, smeli prenesti samo najnujnejše. Začela se je torej kalvarija. Voda, vsaj 200 metrov daleč, osvetljava stare leščirve, s katerimi so hoteli osvetliti pot od ene sobe do druge. Pa tudi v sobah samih je morala biti petrolejka, da so mogli vsaj za silo brati ali kaj pisati. Pa še nekaj. Strogo so zabičali okoličanom, da jezuitom ne samo ne smejo ničesar podariti, temveč jim tudi ničesar ne smejo prodati. Kakšen je bil namen, ni potrebno razlagati. In še nekaj so prepovedali.
Strogo so zabičali, da se z Bogenšperka nikamor ne smejo premakniti. Ne tako, da bi šli na kakšno faro pomagati, niti tako, da bi se kam drugam posamič odselili. Kaj naj bi sledilo? Izumrtje. Pa je sledilo? Res, da jezuiti niso več na Bogenšperku, odkoder so odšli po junaškem posredovanju tedanjega predstojnika patra Mihe Žužka po raznih krajih, na Župnije, Šentlovrenc pri Veliki Loki na Dolenskem, po Borovnico, mene pa so poslali v Dravlje, nekaj mesecev potem, ko so me izpustili iz zapora. Tam smo čutili, kaj pomeni luč. Ko je škof, poznejši nadškof, monsignor Anton Volk, ob pridigi z Prižnice razglasil novo župnijo Dravlje in določil meje, je elektrika, ki je bila primitivno napeljana, začela utripati. Z Prižnice je s povišanim glasom rekel: "Naigrajte se z lučjo, ugasnite jih, saj ne morem govoriti." Pozneje je povedal, kako je mislil, da nekdo nalašč nagaja, pa k sreči ni bilo tako, saj je bila temu vzrok slaba napeljava. Toda ta beseda, ne igrajte se z lučjo, nam daje mnogo kaj misliti. Kaj je pravzaprav luč? Luč je svetloba, luč je toplota, luč je veselje, luč je blagodejna kakor roka, ki človeka potolaži. Kaj bi naše življenje brez luči? Podnevi imamo sončno luč, takoj pa, ko se začne mračiti, sončno luč nadomesti električna. Ljudje hočemo imeti svetlobo. Svetlobe potrebuje naše telesno življenje, saj vemo, da v temi človeški organizem počasi odpove. Odpove do oči, odpove celoten organizem. Še bolj pa kot telo brez notranje svetlobe oslabi duh, srce. Kaj je ta notranja svetloba? To je dobrohotno oko, ki ga potrt človek doživi potrtosti. Zato je tako značilna beseda, ki jo je dal Gospod: "Jaz sem luč sveta." Nam pa je rekel podobno: "Vi ste luč." Ugasiti človeško voljo, ugasiti človeško podjetnost, ugasiti človeško željo je duhovni boj in konec človeškega bivanja. Škofova beseda mi tudi danes sega globoko v srce: "Ne igrajte se z lučjo." Res je, da je bila izgovorjena v drugih okoliščinah, toda njena vsebina velja za vse nas. Tako, torej, se ne igramo z lučjo, tudi jaz vam želim veliko luči, tudi takrat, ko se sonce skrije za oblake, tako kot se je sedaj skrilo. Mi se bomo pa obrnili na Gospoda s prošnjami. Dragi bratje in sestre, na god svetega Atanazija, škofam zaupno prosimo za Božjo pomoč in varstvo, nakloni vesolnici, ki tudi danes dobrih voditeljev in skrbnih pastirjev krščanskega ljudstva, da nas bodo vodili po poti zveličanja. Prosimo te, usliši nas. Podpiraj vse, ki se trudijo za oznanjevanje vesele blagovesti in duhovnih dvig narodov, posebno nerazvitih, da ne bodo omagali pri težkem delu. Prosimo te, usliši nas. Razsvetuj naše škofe in duhovnike in vse, ki si z njimi prizadevajo za prenovo življenja v naši domovini, da bodo zvesto oznanjali tvoj evangelij. Prosimo te, usliši nas. Pomagaj otrokom brez staršev, mladini brez prave vzgoje in mladim ljudem brez poklica, da bodo našli pot iz svojega žalostnega stanja in zaživeli pošteno življenje. Prosimo te, usliši nas. Razvnemi z ognjem svetega duha srca naše mladine, da se bo po zgledu svetega Atanazija velikodušno odzvala Kristusovemu klicu. Prosimo te, usliši nas. Molimo tudi za vse, ki so zboleli za virusom, da jim Gospod pozdravlja, moči in poguma. Prosimo te, usliši nas. Vsemogočni Bog, moč in slava svetnikov, na priprošnjo svetega Atanazija nas usliši in potrdi v veri, krščanskem življenju in v službi evangelija po Kristusu našemu Gospodu. Amen.
Hvalim Bog, Gospod vesolja, po tvoji dobroti smo prejeli ta kruh, tebi ga prinašamo. Sad zemlje in dela človeških rok, naj nam postane kruh življenja. Bogu čast in hvala vekomaj. Po skrivnosti te vode in vina ne bomo deležni Božje narave Kristusa, ki je postal deležen naše človeške narave. Hvalim Bog, Gospod vesolja, po tvoji dobroti smo prejeli to vino, tebi ga prinašamo. Sad trte in dela človeških rok, naj nam postane duhovna pijača. Bogu čast in hvala vekomaj. Gospod Bog spremi nas ponižne in skesane, naj tudi je danes naša daritev. Izmi Gospod mojo krivdo in očisti me grehu. Molite, brati in sestre, da Bog vsemogočni Oče sprejme mojo in vašo daritev. Naj sprejme Gospod daritev iz tvojih rok, v hvala in čast svojim imenu, v blago tudi nam in vsej svoji sveti cerkvi. Gospod naš Bog, sprejmi darove, ki ti jih prinašamo na god svetega Atanazija. Naj tudi mi neustrašeno izpovedujemo pravo vero, jo potrjujemo z življenjem in dosežemo zveličanje po Kristusu našemu Gospodu. Amen. Gospod z vami, In s tvojim duhom. kvišku srca. Imamo jih pri Gospodu. Zahvalimo se Gospodu našemu Bogu. Spodobi se in pravično je. Res se spodobi in je pravično, primerno in zveličavno, da se ti vedno in povsod zahvaljujemo. Gospod, sveti Oče, vsemogočni večni Bog, po našem Gospodu Jezusu Kristusu. S čudovitim pričevanjem svojih svetnikov vedno znova poživljaš moč svoje cerkve in nam daješ očitna znamenja svoje ljubezni. Tvoji sveti nas podbujajo svojim svetlim zgledom in vedno podpirajo svojo bratsko priprošnjo, da bi se tudi v nas uresničila skrivnost odrešenja. Zato te, Gospod, z vsemi angeli in svetniki slavimo in veseli kličemo. Svet, svet, svet si ti, Gospod, Bog vsega stvarstva. Polna so nebesa in zemlja tvoje slave. Hozana na višavah, blagoslovljen, ki prihaja v imenu Gospodovem. Hozana na višavah. Resnično si svet, Gospod naš Bog, vir vse svetosti. Zato posveti, prosimo, po svojem duhu te darove, da nam postanejo telo in kri našega Gospoda Jezusa Kristusa. Ko je šel prostovoljno trpljenje, je vzel kruh, se zahvalil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel: Vzemite in jejte od tega vsi. To je moje telo, ki se daje za vas. Prav tako je po večerji vzel kelih, se spet zahvalil, ga dal svojim učencem in rekel: Vzemite in pijte iz njega vsi. To je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin. Skrivnost vere. Tvojo smrt poznanimo, Gospod, in tvoje ostajenje slavimo, dokler ne prideš v slavi. Sveti Oče, spominjamo se Kristusove smrti in vstajenja. Darujemo ti kruh življenja in kelih zveličanja. Zahvaljujemo se ti, da smemo biti tu pred teboj in ti služiti. Ponižno prosimo, naj nas Sveti Duh po prejemu Kristusovega telesa in njegove krvi združi, da bomo vsi eno. Spomni se, Gospod, svoje cerkve, razširjene po vsem svetu, s popolnjo ljubezni skupaj z našim papežem Frančiškom, našim škofom Stanislavom in vsemi, ki služijo oltarju. Spomni se pokojnih iz družin Verbič in Žabjek, ki si jih z tega sveta poklical k sebi. S krstom si jih pridružil svojemu sinu in njegovi smrti, naj z njim tudi vstanejo v večno življenje. Spomni se tudi drugih naših bratov in sester, ki so zaspali v upanju na vstajenje, in vseh ljudi, ki so umrli v tvoji milosti, in jim daj, da bodo gledali tvoje obličje. Prosimo te, smili se nas vseh, da bomo v večnem življenju, skupaj z Božjo materjo, Devico Marijo, z njenim ženinom, svetim Jožefom, z apostoli, svetim Atanazijem, svetim Rokom in vsemi svetimi,
ki so živeli v tvoji ljubezni, in te bomo hvalili in slavili po tvojem Sinu, Jezusu Kristusu. Po Kristusu, s Kristusom in v Kristusu, tebi vsemogočnemu Bogu Očetu, v občestvu Svetega Duha, vsa čast in slava na vse veke vekov. Amen. Skupaj zmolimo, kakor nas uči moliti naš Gospod Jezus Kristus. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne vpelji nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče, podari nam mir v naših dneh. Usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali greha in bomo varni pred vsakim nemirom. Ko polni blažnega upanja, pričakujemo prihod našega odrešenika Jezusa Kristusa. Tvoje je kraljestvo, tvoja je oblast in slava vekomaj. Gospod Jezus Kristus, tvoja mati Marija nas spremlja na poti življenja. Ne glej na naše grehe, ampak na vero svoje cerkve. Utrdi v miru in jo vodi k popolni edinosti, da se izpolni tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Amen. Gospod mir naj bo vedno z vami. In s tvojim duhom. Jagni Božje, ki odjemlješ grehe sveta. Usmili se nas. Jagni Božje, ki odjemlješ grehe sveta. Usmili se nas. Jagni Božje, ki odjemlješ grehe sveta. Podari nam mir. Glejte to jagnje Božje, Jezus Kristus, ki odjemlje grehe sveta. Gospod, nisem vreden, da prideš k meni, ampak reci le besedo in ozdravljena bo moja duša. Blagor povabljenim na Gospodovo gostijo. Oznanjamo Kristusa, križanega, Kristusa, Božjo moč in Božjo modrost. Aleluja. Molimo. Večni Oče, svetim Atanazijem, neomajno izpovedujemo, da je tvoj učlovečeni sin resnično Bog. Prejeli smo ga v tem zakramentu, naj nas poživlja in varuje, ki s teboj živi in kraljuje vekomaj. Amen. Bom molil še litanije, Materje Božje. Gospod, usmili se. Gospod, usmili se. Kristus, usmili se. Kristus, usmili se. Gospod, usmili se. Gospod, usmili se. Kristus, sliši nas. Kristus, sliši nas. Kristus, usliši nas. Kristus, usliši nas. Bog Oče nebeški, Usmili se nas. Bog Sin odrešenik sveta, Usmili se nas. Bog Sveti Duh, Usmili se nas. Sveta Trojica en sam Bog, Usmili se nas. Sveta Marija, Prosi za nas. Sveta Mati Božja, Prosi za nas. Sveta Devic Devica, Prosi za nas. Mati Kristusova, Prosi za nas. Mati Cerkve, Prosi za nas. Mati milosti Božje, Prosi za nas. Mati prečista, Prosi za nas. Mati brezmadežna, Prosi za nas. Mati nedolžna, Prosi za nas. Mati deviška, Prosi za nas. Mati ljubezniva, Prosi za nas. Mati čudovita, Prosi za nas. Mati dobrega sveta, Prosi za nas. Mati stvarnikova,
prosi za nas. Mati odrešenikova, Prosi za nas. Devica najmodrejša, Prosi za nas. Devica častitljiva, Prosi za nas. Devica hvale vredna, Prosi za nas. Devica mogočna, Prosi za nas. Devica milostljiva, Prosi za nas. Devica virna, Prosi za nas. podoba pravice, Prosi za nas. sedež modrosti, Prosi za nas. začetek našega veselja, Prosi za nas. posoda duhovna, Prosi za nas. posoda časti vredna, Prosi za nas. posoda vse svetosti, Prosi za nas. roža skrivnostna, Prosi za nas. stolp Davidov, Prosi za nas. stolp slonokoščeni, Prosi za nas. hiša zlata, Prosi za nas. skrinja zaveze, Prosi za nas. vrata nebeška, Prosi za nas. zgodnja danica, Prosi za nas. zdravje bolnikov, Prosi za nas. pribežališče grešnikov, Prosi za nas. tolažnica žalostnih, Prosi za nas. pomoč kristjanov, Prosi za nas. kraljica angelov, Prosi za nas. kraljica očakov, Prosi za nas. kraljica prerokov, Prosi za nas. kraljica apostolov, Prosi za nas. kraljica mučencev, Prosi za nas. kraljica pričevalcev, Prosi za nas. kraljica devic, Prosi za nas. kraljica vseh svetnikov, Prosi za nas. kraljica brez madeža izvirnega greha spočeta, Prosi za nas. kraljica v nebesa vzeta, Prosi za nas. kraljica svetega rožnega venca, Prosi za nas. kraljica družine, Prosi za nas. kraljica miru. Prosi za nas. Jagnje Božje, ki odjemlješ grehe sveta, Prizanesi nam, o Gospod. jagnje Božje, ki odjemlješ grehe sveta, Usliši nas, o Gospod. jagnje Božje, ki odjemlješ grehe sveta. Usmili se nas. Pod tvoje varstvo pribežimo, o sveta Božja porodnica. Ne zavrzi naših prošenj v naših potrebah, temveč reši nas vsele vseh nevarnosti. Oča stisljiva in blagoslovljena devica, naša gospa, naša srednica, naša besednica. Svojim sinom nas spravi, svojemu sinu nas priporoči, svojemu sinu nas izroči. Prosi za nas, sveta Božja porodnica, Da postanemo vredni obljub Kristusovi. molimo, Gospod Bog, vedno naj se veselimo zdravja na duši in na telesu. Na priprošnjo svete Device Marije nas reši zemeljskih bridkosti in nam daj uživati nebeško veselje po Kristusu našem Gospodu. Amen. Tako da bi nam res dal uživati nebeško veselje. Jaz vam želim eno lepo, veselo nedeljo. Jutri bo že 4. velikonočna nedelja, tudi nedelja dobrega pastirja. No, če pa ne bi bila nedelja, jutre 3. maja, bi pa godovala Filip in Jakov, apostola. Torej, čestitke tudi vsem Filipom in Jakovom, ki boste jutri godovali. Naj vas na vseh vaših poteh spremlja Božji blagoslov. Gospod z vami. In s svojim duhom. Blagoslovi vas vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Amen. Ostanite v Gospodovem miru in veselju.